Predsednica LDS-a je na začetku tedna precej ostra, vlada je izgubila razvojni fokus. V torek ste imeli v parlamentu tudi v bistvu nekako na 8 oči verjetno pogovor glede tega, kakšne so razmere v koaliciji in kdaj lahko pričakujemo to razvojno ali pa gospodarsko klauzuro, ki jo predlaga? Razmere v koaliciji niso predmet tiskovne konference po seji vlade. Vlada dela povsem normalno, tudi danes ni bilo dobenega od vprašanj, ki bi vlado razdvajala. Je pa to razlog, ta diskusija, ki smo jo imeli, da ob odločitvi, da prihodnje leto začnemo z zelo težko, mislim, da težjo razpravo od pokojninske reforme, to je za razpravo o zdravstveni reformi, povezana ta dilema, ki jo je odprla kolegica ministrica Kresalova, koliko pravzaprav reform zdrži lahko ta vlada. Kako na 5 lok reform si lahko privoščimo, da ta ne bi počel. Ker ni naša želja, da bi imeli čim več domačih nalog in težkih reform. Naša naloga in želja je, da jih čim več spravimo uspešno pod streho. Zato vam bom povedal takole. Po posvetu z ministri na naslednji seji, posebej pa z vodi poslanskih skupin in voditelji strank, se bom odločil tudi o naslednjem. Ali bosta podobno navodilo za pripravo drugih 2 reform dobila tudi minister Svetlik, ko gre za pripravo reforme trga dela, in ministrica Krepsova, ko gre za pripravo reforme javne uprave oziroma javnega sektorja. Moj predlog bo, da sprejmemo to tveganje. Na prvi pogled se zdi drzno, skoraj nerazumno tveganje. Po mojem mnenju pa Sloveniji časa za temeljne strukturne reforme zmanjkuje, ker se sedaj začenja drugi polčas tega mandata in za vse reforme je potrebno približno leto dni časa, da jih spravimo pod streho. Če jih želimo spraviti pod streho še v tem mandatu, potem je zdaj čas, da se na njo osredotočimo. O tem bo tekla diskusija tako v koaliciji kot v vladi in jasno je, da je ključna naloga predsednika vlade ta, da zna pametno procesirati spremembe. Zaenkrat menim, da mi je to kar dobro uspevalo, ne brez napak, vendar pa mislim, da smo prvič za seboj pustili ureditev enega izmed najbolj bolečih nesporazumov za sosednjo državo, to je ureditev mejnega vprašanja, in drugič, da smo spravili pod streho, vsaj kolikor je doslej bilo to mogoče, pokojninsko reformo. Ob tem smo, če pogledate na semafor izhodne strategije, spravili pod streho večino zakonov, ki zadevajo izhodno strategijo. Brezposelnost, o kateri je prej gospod spraševal, je okrog 7%. Primanjkljaj je zadovoljujoč, je pod 5% in naša želja je do leta 2012 okrog 3%. Naš javni dolg se giblje še vedno daleč pod evropskim povprečjem. Res je, da je v zadnjih 2 letih skokovito poskočil, naša naloga je, da ga umirimo. Gospodarska rast bo 1%. Torej tudi tukaj lahko pričakujemo, tudi glede na povpraševanje, izvozno in ostale kazalce, da se bo ta gospodarska rast v prihodnje okrepila. Ampak če me na koncu vprašate za novoletno željo za prihodnje leto, moja želja je, da bi, tako kot smo letos, v letu 2010 spravili pod streho pokojninsko reformo, prihodnje leto spravili pod streho tudi zdravstveno reformo, tako bi v 2 letih ozdravili trajneje pokojninsko blagajno in ozdravili trajneje zdravstveno blagajno. Zato pravim tistim, ki danes razmišljajo o referendumu, o pokojninski reformi naslednje. Preden se za to odločite, razmislite o naslednjem. Tako kot si bomo postlali, tako bodo naši otroci spali. Ne odločamo samo o tej generaciji. Odločamo tudi o drugih. Za nami. Naših. Hvala lepa.
Hvala lepa za udeležbo.